Si je kdo kdaj predstavljal delovno mesto, ki bi bilo, kot bi združili genialnost Tonija Starka z adrenalinom maščevalcev? Ne govorimo o navadni pisarni, govorimo o ekosistemu, ki je v celoti zasnovan za ustvarjanje legend. Danes si bomo pogledali vizijo gamerskega studia, ki bi lahko, resnično, zavedno spremenil prihodnost dela. Poglejmo tole primerjavo. Na eni strani imamo realnost. Realnost večine pisarn. Kabine, dolgočasne sejne sobe in tiste metrike, ki pogosto zgrešijo bistvo. Na drugi strani pa imamo vizijo Starkovega studia. Tukaj so tematski laboratoriji, sestanki potekajo s hologrami in uspeh se meri na čisto nov način, z nečim, čemur pravimo herojske metrike. Kontrast, ne bi mogel biti večji. In ta stavek pove praktično vse. Ne gre samo za izgled, za estetiko. Gre za to temeljno idejo, da okolje, v katerem delamo, neposredno vpliva na to, kako drzne so naše ideje. Cilj je ustvariti prostor, kjer nemogoče postane samo naslednja točka na seznamu pravil. Dobro, začnimo pri temeljih tej ideje. In čeprav se vse skupaj morda zdi kot čista znanstvena fantastika, so korenine tej vizije presenetljivo močno zasidrane v resničnem svetu. Kar je pri tej viziji res fascinantno je, kako se naslanja na resnične inovatorje. Navdih prihaja iz Rimčevega kampusa na Hrvaškem, ki je, roko na srce, praktično vesoljska postaja za hiperavtomobile, pa iz Ferrarjeve neverjetne natančnosti in uporabe kompozitnih materialov, tudi iz dinamičnosti našega, slovenskega Devesofta, ki svoj prostor imenuje mesto akrobatov, in seveda iz Amazonovih zelenih sfer, ki v ospredje postavljajo trajnost in dobro počutje. Vse te ideje so tukaj združene v eno res drzno celoto. Poglejmo zdaj, kako se ta vizija prelije v samo arhitekturo. Ker srce celotnega koncepta je osrednja zgradba, ki definira, vse. V samem središču stoji stolp, ki ga je seveda navdihnil stolp maščevalcev. Ampak pozor, to ni samo stavba, to je živa struktura, nekakšen digitalni obelisk, katerega led fasada odraža ritem delovnega dne. Zjutraj morda sveti v umirjeni modri barvi za osredotočenost, popoldne, ko je čas za kreativne nevihte, pa mogoče utripa v živahnejših barvah. Okoli tega osrednjega stolpa so potem razporejeni modularni paviljoni, in to je ključno. Vsak paviljon je tematsko zasnovan in posvečen določenemu superjunaku ali svetu iz igre. To pomeni, da se lahko ekipe dobesedno potopijo v svoje delo, v okolje, ki je namensko zgrajeno za njihov navdih in njihove potrebe. In zdaj se sprehodimo noter. Poglejmo si, kako so ti tematski prostori dejansko zasnovani, da delujejo kot nekakšni katalizatorji za različne vrste dela. Prvi na vrsti laboratorij Ironmana. To je svetišče za programerje in oblikovalce. Samo predstavljate si, koda se ne piše samo na zaslonih, ampak se vizualizira kot tridimenzionalna holografska projekcija v zraku. Zraven pa so še AI asistenti podobni Jarvisu, ki pomagajo reševati probleme. To je res delavnica za čisto invencijo. Potem pa pridemo v Thorovo dvorano. To je prostor za umetniško ekipo. Pozabite na klasičen atelje. To je ogromen, epski prostor, ki spominja na Asgard. Masivni zasloni in digitalna orodja, ki jih poganja umetna inteligenca, umetnikom omogočajo, da ustvarjajo cele svetove. Okolje samo po sebi kar kliče po ustvarjanju nečesa mitskega. In poglejte, kako domiselno so rešili zagotavljanje kakovosti oziroma QA. Imenuje se mreža črne vdove. To je labirint, opremljen s senzorji gibanja. Testerji dobesedno plešejo skozi igre, sistem pa v realnem času zaznava napake in odzive. To je popolnoma nov pristop k odkrivanju hroščev. Seveda pa ni vse samo delo. Dobro počutje je ključno. Hulkova telovadnica skrbi za fizično plat, medtem ko salon Varuhov galaksije ponuja prostor za sprostitev in to pod projekcijo zvezdnega neba. Tudi ti prostori so popolnoma integrirani v temo kampusa. Dobro, videli smo sobe in stene, ampak kaj je tisto, kar vse to poganja? Kaj je nevidno srce te celotne operacije? To je seveda tehnologija. V srcu stolpa je, seveda, ark reaktor. In ta ima dvojno vlogo, ki je resnično genialna. Po eni strani je vir obnovljive energije za celoten kampus. Hkrati pa je super zmogljiv podatkovni center za simulacije iger. Torej, ni samo elektrarna, ampak so hkrati tudi možgani celotne operacije. Dve muhi na en mah.
In vsa ta tehnološka moč omogoča izjemno hiter inovacijski cikel. V posebnih delavnicah Maker Spaces lahko ekipa idejo v samo nekaj urah spremeni v fizični prototip, recimo v prilagojen igralni plošček. Sledi takojšnjo testiranje in povratne informacije. Pot od ideje do nečesa, kar lahko primeš v roke, je tako neverjetno kratka. In ta tehnologija ni skrita nekje v strežniški sobi, ne, odkane vsak del kampusa. Majhni avtonomni roboti, sidekick boti, dostavljajo kavo in prototipe. Stene se lahko spremenijo v zelena platna za testiranje ali pa v projekcijo zvezdnega neba za sprostitev. Celoten kampus je praktično živ organizem, ki pomaga svojim prebivalcem. Ampak veste, na koncu dneva so prostori in tehnologija samo orodja. Najpomembnejši je vpliv, ki ga ima ta prostor na ljudi, ki v njem delajo, kako ta kampus spreminja ustvarjalce v legende. Vse se začne že prvi dan. Novi člani ekipe ne gredo skozi neko standardno dolgočasno uvajanje. Ne, vstopijo v sobo s portalom, kjer jih pozdravi holografski vodnik in jih takoj potopi v kulturo podjetja. To ni le nek trik, ampak močno orodje, da se od prve minute počutiš del nečesa večjega. In tukaj pridemo do res ključne točke. Kako se v takem okolju sploh meri uspeh? Ta vizija zavrača tiste tradicionalne KPI-je. Namesto tega uvaja herojske metrike. Kaj točno pa to pomeni? Pomeni, da je edini, glavni cilj ustvariti kulturo, v kateri lahko ljudje opravijo svoje najboljše, najbolj legendarno delo. Uspeh se ne meri več v številkah prodaje, ampak v zadovoljstvu zaposlenih, v prebojnih inovacijah in v ustvarjanju izdelkov, ki resnično pustijo pečat. Gre za premik fokusa, stran od suhoparnih številk, k bistvu. In končni cilj vsega tega? Ustvariti prostor, ki ni samo odličen za delo. Cilj je ustvariti magnet za najboljše talente na svetu. Prostor, o katerem bodo mladi razvijalci in umetniki sanjali. In s tem ta vizija ne gradi le uspešnega studija, ampak postavlja nov standard za celotno industrijo. In to nas pripelje do zadnjega, precej izzivalnega vprašanja. Vse to se morda zdi kot daljna prihodnost, kot znanstvena fantastika. Ampak ideje, tehnologije, celo navdihi, vse to že obstaja. Vprašanje je samo, kdo bo imel dovolj poguma, da naredi prvi korak. Kaj če bi začeli danes?